Še enkrat hvala lepa za izkazano zaupanje, zdaj pa predlagam, da z minuto molka počastimo spomin na vse padle tovariše med samim bojem v tem 22-letnem obdobju. Slava jim. Slava. Jaz upam, da je v tem času, dokler smo mi tako malo kramljali že, oziroma predsednik imel svoj uvodni nagovor, da so člani verifikacijske komisije že prešteli udeležence in da bi mogoče že dobili kako poročilo o današnji udeležbi. Dnevni red ste prijeli skupaj z vabili. Ali ima kdorkoli od vas kakšno pripombo, dodatno točko ali da se ne strinja s kako od točk dnevnega reda? Prosim za sugestije, predloge, popravke. Hvala, predsednik, za tvoje poročilo. Pomeni, sklepčni smo, lahko nadaljujemo, zdaj bi pa prosil predsednika, da poda svoje poročilo o delu v lanskem letu oziroma o delu v 4-letnem preteklem obdobju, ko je vodil našo organizacijo. Mi smo v letu 2012 imeli okoli 55 aktivnosti, od tega je bilo največ, tako imenovane protokolarnih, kjer sem se udeležil jaz ali pa člani predsedstva. No, na ostalih aktivnostih pa so bili udeleženi naši člani, bodisi na izletih, proslavah, obletnicah, polaganjih vencev in tako naprej. V aprilu lanskega leta smo začeli aktivnosti tako, da smo potem po našem zboru smo se udeleževali kot predstavniki naše organizacije drugih zborov na Potrebnem, Veli krajini in Severja, in na zboru policijsko-veteranskega društva Sever ter Zveza borcev za vrednote NOB. Bili smo tudi na glavnem zboru Zveze veteranov vojne za Slovenijo. 1. maja smo se potem udeležili prvomajskega proslave na Aerosi, potem 11. maja je bil ponovljen izlet v Sarajevo oziroma v Sarajevo, Mostar in tam Konjic, da se ga spomnite. 12. maja so bili predstavniki naši na pohodu v Žici, ki ga je organizirala Zveza borcev za vrednote NOB. 19. maja je bil dan veteranov, kjer smo se udeležili z avtobusom v vojašnici takratni še RS v Ljubljani. 9. junija smo se udeležili potem veteranskih športnih iger v Celju, z šahom, streljanjem in kegljanjem. 14. decembra smo imeli še en sestanek v Rimskega odbora veteranov vojne za Dolenjsko. Potem pa v decembra smo pa bili tudi na vsesplošni ljudski ustaji v Ljubljani. No, udeležili smo se skupaj z Belo krajino, mislim, z veterani Bele krajine, z veterani Srednjega. Jaz bom tudi na kratko predstavil, ker vem, da številke boste zdaj slišali, pa boste verjetno še spomnili pozabili. Med rednimi aktivnostmi je bilo porabljenih 3203,27 evra, za stroške prevoza 772,19, za organizacijo zbora 2227, tukaj je všteto tudi letošnji zbor, ker moramo denarju vrčevati, kot je že prej predsednik omenil. Letos vprašanje, kaj bomo dobili. Udeležba za venci sveče je do 203 evre. Materialni stroški skupno je bilo porabljenih 3996,23 evra. Tukaj so všteti najemna prostora, elektrika, telefon, komunala, poštne storitve, pisarniški material, knjigovodske storitve in bančne storitve. Za udeležbo na veteranskih športnih igrah in ostalih tekmovanjih je bilo porabljeno 1180 evrov in skupno je bilo porabljenih 8379,94 evra. Prihodki, nekaj nam je ostalo od lanskega leta,
od članarine smo dobili 6.000, oziroma predlanskega leta, se pravičujem, 6.604 evre, donacije od zvezde smo dobili samo 1.300 evrov, bančne obresti so bile visoke 3,03 evre, ostanek sredstev je bilo 2028 evrov, prispevki občina in pa sponzorjev 1640 evrov. Nadzorni odbor Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Dolenjska v sestavi Ivo Šteblaj predsednik, Janez Bauer član in Igor Franko tudi član, smo spremljali delo predsedstva v preteklem letu. Sicer pa so se prihodki iz dejavnosti glede na leto 2011 zmanjšali iz 11.375 na 9.115 evrov ali za 20%. Najbolj pa so se znižale dotacije iz proračunskih sredstev in drugih javnih virov. Te so se zmanjšali iz 4.483 evrov na samo 1.700, kar je za 62% manj kot v letu 2011. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Veliko veselje je, da sem ustanovni član tudi od leta 1993 in že 20 let na več ali manj aktiven način delujem v naši organizaciji. Glede na to, da je točko 8 sicer pozdrav gostov, jaz nisem gost, tam sem člana, imam tudi pravico razpravljati. Jaz bi za leto 2012, ko je novo predsedstvo bilo izvoljeno na letnem zboru v Ljubljani, zadalo precej ambiciozen plan, tudi v finančnem smislu, ker sta predsednik in sekretar o tem govorila, bi jaz dal nekaj pojasnil. Prvo kot prvo smo mi za letni načrt dela zveze, govorim, predvideli iz proračuna 504.000 evrov in tudi taka pogodba je bila podpisana. Dobili smo samo 252.000, se pravi polovico, za prvo poletje, ostalo nismo dobili nič. Tako da je pa seveda dobila ena druga organizacija, ne bom se veste, na katero mislimo, Ves čas lanskega leta se je vodstvo organizacije prizadevalo, da bi ta ZUJF in vsa ta proračunska debata ne bila taka kot je, ampak da bi se mi vključili v to razpravo, vendar je bila ignoranca prejšnje vlade tako velika, da vas ne bi zdaj s tem utrujil. V glavnem, jaz sem bil izjemno negativno presenečen. Kar zadeva zdravstvenega, tega dodatnega zdravstvenega zavarovanja, smo mi, vse tri zavarovalnice, ki to opravljajo, to se pravi Vzajemna, Triglav, Adriatic, na nek način primorali ali pa v razpravi z njimi, ker pač je tukaj in tudi 1000 veteranov, poskušali, da bi bili ti, bi rekel, prispevki, ki jih moramo zdaj sami plačevati, čim nižji. Zdaj vsak si je odločil, pri kateri bo. To je glede leta 2012, pa to se nam več spuščal. Kar zadeva letošnjega leta, smo mi v letni načrt dela dali za proračun 350.000 evrov, s tem, da je predsednik govoril, mi smo dobili 252.000 lani in so prejšnjo ministrstvo ali pa garnitura pred to novo vlado rekla, naj to znižamo še za 30%, se pravi 175.000 letno. Iz 504 na 175.000. Seveda, take pogodbe mi nismo hoteli podpisati in smo dali v letni načrt 350.000 in jutri naš predsednik se bo pogajal z vodstvom ministrstva za delo za ta denar. Tako da bi želeli iz 252.000 lanskega leta prideti letos na 350.000. Ali bo to uspešno ali ne, ne vem, jaz upam, da bo. Kar zadeva pa spremembo zakona, je pa gospod Veder, kot je že predsednik rekel, obljubil na letnem zboru v soboto v Zagorju, da bojo dali podporo, vendar moramo mi, ne govorim samo veterani, vsi, ki imamo volilno pravico, zbrati 5000 podpisov, ker eno leto stranke ne morejo dati več tazga zakona v proceduro, zato moramo mi, kot civilna družba, to sprožiti. Jaz upam, da bomo to uspeli zbrati 5000, če je zdravstvena skupnost, Janez, če vam je zbralo, če ste vi 13.000 zbrali, da bomo mi tudi 5000.
in policisti, in invalidi, in borci, in veterani, in vsi občani dobre volje, mislim, da bomo to zbrali. Slova Dolenske, mislim, da ni sporno, ampak tole mislim, da bi moral malo bolj natančno pojasniti. Dobro. No, gremo od kraja. Za spremembo naslova je 2. člen. Tukaj piše, da smo na Rozdanje 30, širimo na Rozdanje 10. V 15. členu pa tako piše. Mandatna doba predsednika, namestnika, sekretarja ter drugih organov območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Dolenska je 4 leta, ki se lahko podaljša največ za en mandat. Jaz bi ta, kar se največ, za en mandat spustil in bi napisal. Mandatna doba predsednika, namestnika, sekretarja in drugih je 4 leta, ki se lahko tudi podaljša. In nič drugega. Hvala. Predlagaš A ali E? Prosim? Za Dolensko predlagaš pa A ali E? A Ali E, kaj predlagaš? Dolenska mora biti. Dolenska mora biti. Vse tako je tudi v štampilki in tako je Dolenska. A ja, tu sem pa, tretja stvarka je pa Dolenska, brez črtica, tako kot je v štampilki, tako kot je uradno registrirano, v dokumentu ustanovnem, tako mora biti, če ni, da se bo naredil čistopis in praktično dal na upravna nota, ki ga verificira, potrdi in tak je verodostojen potem naprej. Hvala, Jože, prosim, ima kdo kakšne pripombe? Jaz bi prosil, da z dvigom rok razrešite organe našega društva oziroma našega območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo, ki so v preteklem 4-letnem obdobju vodili našo organizacijo. Prosim, da z dvigom rok potrdite, če ste za. Hvala lepa. Je kdo proti razrešnici organov? Hvala. Tako da vam bom zdaj prebral predlagane člane novega predsedstva, ki naj bi vodili organizacijo v naslednjem 4-letnem obdobju. Za predsednika predlagamo Jožeta Ribiča, za podpredsednika Borisa Pogačarja, za člane oziroma za sekretarja še naprej Brankota Zgonca in Miloša Avbarja, Franca Anderliča, Franca Koželja, Rafkota Križmana, Zorana Lekota, Fikreta Fejziča, Jerman Marjana in Vrščaj Milana. Za nadzorni svet oziroma odbor predlagamo Janeza Bauerja, Jožeta Možeta in Srečkota Petrica ter za častno razsodišče Franca Šinkovca in Bojana Heningmana. To so predlogi, do katerih smo mi prišli na sejah predsedstva. Zdaj vas pa prosim, mi smo se mogoče samo v kratko pojasnilo trudili nekako, da bi v organih bili zastopani člani do neke mere, bom rekel, po teritorijalnem principu, tako da so člani iz bivših občin, ki so včasih sodile k Novem mestu, zdaj so to samostojne občine, pomeni iz Šentjernejskega konca, Škocija, na Dolenskih Toplic, Mirne Peči, Žužemberka, Straže. Tako da nekako smo sledili tem principu, čeprav včasih mogoče ni bil glih dosledno zastopan, vendar vas še enkrat pozivam, da s svojimi predlogi, sugestijami poveste, če imate kakšno predlogo, če se kdo prostovoljno javlja, da bi delal v kateremkoli organu, odprti smo za spremembe. Lepo prosim. Glejte, lepo prosim, če ima še kdo kakršnokoli dobro idejo, mislim, da smo odprti za to in da bomo sprejeli. Ja, če ni, jaz bi prosil, da potem z dvigom rok potrdite predlagane člane v vodstvo naše organizacije. Kdo je za, prosim, da z dvigom rok to potrdi? Hvala lepa. Je kdo proti?
Prvo, hvala za zaupanje za naslednje 4 leta, težka bo in jaz sicer po nekih dogovorih sem to predstavil, raj bi pa videl, da bi bil nekdo drug, spustim računom na našega podpredsednika, danes predsedujočega Bogačarja, doktorja, ampak smo se nekako dogovorili, da družno delamo en z drugim in da bomo to zadevo pravzaprav lahko tudi peljali naprej, tako kot je potrebno. Zahvaljujem se vsem dosedanjem preko članom predsedstva, nadzornega odbora, častnega razsodišča za njihovo delo, ki je bilo dosti izčrpno, v vseh močeh, kar se ga lahko pač se udeleževali pa izpeljali, ker je le to, moramo vedeti, da so te dela, ki jih mi delamo, ne samo brezplačno, ampak tle se gremo angažirati in še marsikaj dati zraven in seveda povezovalno delati in gre. Zahvalil se dejansko res vsem. Nekaterem članom predsedstva smo se že zahvalili z določenimi priznanji, nekateremu še. Razpravo na predsednikovo poročilo o načrtu dela za tekoče leto, o finančnem načrtu. Ja, če ni nikogar, jaz prosim, da z dvigom rok potrdite sprejem tega načrta. Hvala lepa. Je kdo proti? Ja. Gremo naprej, pomenite. Po tem opomniku, ki ga tukaj jaz imam, je pa zdaj naslednja točka, bi mogoče kdo od gostov povabljenih, ki je želel povedati, pozdraviti ta skup ali kaj podobnega. Izvoli, poveljnik vojašnice. Hvala lepa, hvala za besedo. Želim vas vse prav lepo pozdraviti v vojašnici Franca Uršiča, Novo mesto. Dovolite mi, da se zahvalim predsedniku vaše organizacije za res plodno sodelovanje v vseh teh letih, odkar sem jaz predsednik, tudi prej je bilo plodno, in da se priporočim za sodelovanje še vnaprej. Obenem vas želim še povabiti 18. maja na dan odprtih vrat vojašnice Franca Uršiča. Pridobili smo že nekaj novih enot. Te dni se ravno seli iz Ljubljane ena četa 10. motoriziranega bataljona pehote. Že nekaj let nimamo v naši vojašnici. Od zdaj naprej bo tukaj tudi pehota. In pa še eno novost smo jo uvedli. Moj namestnik se je spomnil, da bi letos organizirali kuhanje vojaškega golaža različnih kategorij, morda kategorija županov, pripadnikov Slovenske vojske in ena od idej je tudi pripadnikov veteranskih organizacij, tako da vas pozivam, da sestavite eno ekipo in da se prijavite. Hvala lepa. Hvala, poveljnik, evo še slovenski častniki so tu tudi, nisi pozabil, oziroma tudi bojo sestavili ekipo za golaž. Mi pridemo. Čuvajte se, da ne zmagamo. Tudi v imenu častniške organizacije lep pozdrav vašemu zboru in seveda tudi čestitke k realiziranemu planu dela v lanskem, vsi govorimo o težkem letu, pa ni bilo nič teže kot eno prej, pa verjetno ne bo letošnje nič lažje, ampak ne jamramo niti vi, ne jamramo drugi, ampak se pač naslonimo na lastne sile. Tudi pri vas sem videl v finančnem poročilu, da je glavna postavka prihodkov že članarina in v okviru te članarine in z dobro voljo bomo realizirali vse tisto, kar si zadamo v svojih planih. Zdaj, če bo država dala ali če bodo občine dale, bodo pač dale takrat, ko bodo mogle, ampak mi svojega poslanstva in svojega dela s tem ne bomo niti pretirano omejevali, niti seveda popolnoma
zaključili. Gospod Dragan, predstavnik našega sorodnega veteranskega policijskega združenja Severn, en od udeležencev oziroma soorganizatorjev in motor čuvenega pohoda na Trebelno, katerega se večkrat udeležimo skupaj. Hvala, predsednik. Lep pozdrav v imenu Društva Sever Dolenjske in Bele krajine. Najprej se predsedniku Ribiču zahvalil za dobro sodelovanje. Lahko povem, da lansko jesen je bilo kar tukaj dosti aktivnosti izvedenih, predvsem na področju udeležbe v Ljubljani. Celo Ljubljana je nas obsodila, da smo eni od organizatorjev teh vstaj v Ljubljani. Mislim, da je to eno največjo sramotno dejanje tistih ljudi, ki so pač to izrazili. Poskušali so vse, da bi celo spravili postopek skozi, vendar si potem zadeva nekako vendar umirila, čas je pokazal svoje, da so šli predaleč. Ampak pustimo to, življenje teče naprej, upam, da gremo v neke normalne vode, tako da želim si tudi naprej, oziroma se društvo želim, da tako sodelovanje ostane naprej, da gremo s tistim vrednotam, za katere smo bili pač takrat poklicani, opravili smo svojo nalogo in tudi naprej bomo delovali kot civilna družba. Tako da se ponovno zahvalim in želim, da temu zboru še naprej uspešno delo. Naša organizacija, kakor tudi zveza, podeljuje številna priznanja, predvsem v treh osnovnih kategorijah. Namreč mi imamo to srečo, da je v našem veteranskem združenju nekaj ljudi, ki svojimi športnimi nastopi, bi rekel že, da so skoraj slavo Dolenjske in naše organizacije ponesli širom Slovenije. Tu v mislih imam predvsem šahiste in strelce, ki že vrsto let od utemeljitve naše organizacije zasedajo najvišja mesta, redno se udeležujejo vseh teh športnih nastopov, bodisi da so to veteranske igre, posamezne strelske tekme, šahovski turniri, tako da imamo kar nekaj priznanj. Prihajam na drugo kategorijo, to so zahvale našim članom, posameznikom, ki so svojim požrtvovnim in nesebičnim zalaganjem in delom pripomogli k dobrej organizaciji veteranskih srečanj ali drugim akcijam. Prosim Jermana Marjana, da prejeme priznanje, prosim, da ga nagradimo z enim pleskom. Izkazal se je pa v organizaciji vsakoletnih srečanj na Otočju s svojim delom, svojim prispevkom. Čestitam. Drugi je Drenik Marjan, evo ga tukaj. Izgleda, da športniki pridejo sam na tekme. Takne srečanje pa niso bili, tle se ne delijo kolajne, ampak hvala Marjan. Krajevna skupnost Bršljin. Pardon, evo. Gospod Milan Vrščaj, novi član predsedstva, nova moč, nova kri, nova metla. Pa občina Straža je mogoče kdo iz občine Straža. Še Mercator, evo bo, pa naš Marjan za Mercator. Namreč Zveza veteranov vojne za Slovenijo je poleg plošč, spominskih plošč, ki so postavljeni na te objekte, ustanovila tudi posebna priznanja, značke oziroma plakete, ki jih prejemajo naslednje osebe. Božič Jože pa Božič Marjanca iz Dolenjega Suhadola, mislim, da jih nisem tukaj videl. Dominko Franci je tukaj, prosim Franci, videl sem ga.
Franc je svojo aktivnostjo zelo, bi rekel, bil glavni motor in določil, preverjal ljudi, ki so primerni za to in je veliko na tem naredil. Klisariča Radeta nažalost ni, Krese Ljudmile pa Žarkota tudi ni, je pa tukaj naš član vsem znatne dle, Franci naprej po zasluženo priznanje. Vsem nagrajencem čestitam za njihov pogum v predvojno, medvojno in po sami vojni. Zdaj bi pa prosil predsednika pa tajnika, da še podelijo našim članom nove izkaznice oziroma tistim, ki do sedaj niso imeli izkaznice, in prosim, če so tukaj prisotni, da pristopijo Cvelbar Boštjan, Grm Jože, Grum Gregor. Evo. Zdaj pokaže svojak. Grm Jože. Pa Grum Gregor. Kebel Jože, Krevs Jože. Pirc Pavle. Vodopivec Jože. Ja. Vodopivec Franc, Zupančič Darko in nazadnje Zupančič Cvetko. Čestitam vsem lastnikom novih izkaznic, ki je včasih zelo hitro gre skozi, včasih je pa zelo dinamična, to je pa točka razno. Nekam se prej bili molčeči, povejte, naprej prosim, če ima kdorkoli kakšno idejo za boljše delo organizacije, kakšno pripombo, kakšno kritiko, da se izboljšamo v naslednjem obdobju ali kakršnokoli sugestijo. Izvolite, mikrofon je vaš. Seveda, so kritike, so pa dobrodošle tudi pohvale. In jaz imam eno pohval za vodstvo naše organizacije, predvsem za tiste, ki ste se izpostavljali v medijih, oziroma saj jaz berem v dnevniku, ta naša civilna iniciativa, v kateri ste pretežno veterani naše organizacije in ste prejšnji oblasti močno stopili na žulj. Hočem povedati, da hvala Bogu, da imamo take ljudi med seboj, ki imajo jajca, ki se nekaj upajo in za to iskrene čestitke. Če boste rabili še kaj podpisnikov, verjamem, da nas je med veterani dost, ki bomo drago, zelo radi pristopili k tem in podprli te vaše aktivnosti naprej. Pa še bolj udarni bote. Hvala. Hvala iniciative, da naš cilj ni bil rušiti prejšnjo vlado, to je samo ena od številnih točk, za katero se je zdaj izkazalo, da je uspela, oziroma mogoče smo tudi mi en majhen kamenček v tem mozaiku dodali. Bistvo je
tisto, kar mislim, da vsi delimo, mislim to mnenje, da se sigurno nismo borili za takšno Slovenijo. Vsem tistim, ki ste prišli malo dlje, predvsem tu vidim naše predstavnike, prijatelje iz Bele krajine, iz Trebnjega, želim srečno pot in mirno vožnjo nazaj. Zdaj bi vas pa povabil v sosednji prostor na še eno tako neformalno druženje, da bomo še kakšno povedali. Nekaj bo sokov, nekaj bo tudi našega žlahtnega cvička. Tudi tukaj smo izvajali varčevalne ukrepe, tako da je naš Franci pridobil nekaj sponzorjev, med njimi je tudi naš član nekoč tukaj uslužbenec vojašnice in kuhar Stane Pirkovič in njegovo podjetje iz Šmarjete, ki so donirali cviček in še kar nekaj takih je, ki so prispevali, da se bomo vsaj tlele o enem veteranskem prigrizku še nekaj časa lušno imeli. Lepo povabljeni. Hvala lepa za udeležbo še enkrat vsem.